Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v novi oddaji Reflektor, kjer se trudimo osvetljevati manj razsvetljene teme. Z mano je danes v gostih Lucija Čakš, novinarka, pisateljica, avtorica 2 romanov, Potem pa svisci zavijajo in pa Potem pa svisci nasankajo, mati 3 otrok, žena, katehistinja, nadobudna bralka in promotorka branja. Lucija, živjo. Živjo. Bi te smela za prvo vprašanje vprašati, katera je bila tvoja najljubša pravljica, ko si bila majhna? Zdaj, večinoma zelo rada sem brala vse od Roalda Dahla, ampak če bi morala eno knjigo izbrati, je pa to zagotovo Ronja, razbojniška hči od Astrid Lindgren. Ker se mi je zdelo tako dragoceno, da je lahko punca tudi bojevita, da je lahko svoje glava in je to prepoznano kot dobro. Pa tako nasplošno se mi zdi, da je bila taka luštna družinska dinamika, luštna prijateljska dinamika. Jaz sem se v tem res zelo našla in sem jo prebirala znova in znova. In seveda sem jo tudi kupila potem hčerki, ki jo je tudi z veseljem prebrala. Ronja tudi v osnovnih šolah zelo z veseljem preberejo. Ja. Zanimivo. Kdaj pa si začela brati? Zelo mlada ali? Naučila sem se brati že preden sem šla v šolo, ampak to pač prve velike tiskane, tako da sem pa res začela knjige požirati, se pa spomnim recimo v 2. razredu osnovne šole. 2. razred. Ja. Pa se ti zdi, da bi morali mlade učiti že prej brati? V smislu že pred šolo? Ne, se mi zdi, da morajo tudi do tega dozoreti, no. Da je čist, da jim je takrat veliko bolj pomembno, da v predšolskem obdobju, da se čim več tekajo, se plazijo, plezajo, se valjajo, da je takrat to veliko bolj pomembno za njihove možgane, kot pa da sedijo pa nekaj gledajo. Ne. Ker to je sploh problem, recimo v osnovni šoli pri slovenščini jih dostikrat silimo brati ene zelo težke tekste. Recimo Cankarjev v osnovni šoli, pa niso vsi zreli za to. Ja, samo je pač to je del naše kulture, to je kot, ne vem, se mi zdi kot nek spomenik, a ne, se tudi če pogledaš neko zelo zapleteno slikarsko delo ali pa kip, ni nujno, da bojo vsi to razumeli. Je pa prav, da jim to tudi predstavimo. Ne. Krasno. Recimo, kaj pa bi po tvojem mnenju recimo morali brati otroci? Kaj bi morali brati? Tiste knjige, ki jih zanimajo, a ne? Pa da ne gledamo zviška na to, kaj jih zanima. Če moj sin pač je pri 7 letih vzljubil vse knjige od Davea Pilkija, se pravi Pasji mož, pa Kapitan Gatnik, ogromno straniščnega humorja, predvsem straniščni humor. Če to rad bere, naj bere to. A ne? Jaz nimam s tem težav, se mi zdi, da je treba ponuditi otrokom različne stvari in če nekaj zagrabi, tudi če mogoče se nam ne zdi najbolj kakovostna stvar, da saj bere, pa bo mogoče to potem vstopno mesto za kakšne bolj zahtevne vsebine. Jaz ne bi rekla, kaj morajo otroci brati. Meni se zdi, da je zelo fajn, da berejo. Če le hočejo brati, naj berejo tisto, kar jih zanima. Seveda je pa fajn, da starši zraven spremljamo tudi te vsebine, a ne? Da malo vidimo, s kakšnimi stvarmi se srečujejo. Zaradi tega, ker sploh recimo pol, ki pridejo do romanov, a ne, ker to niso več samo stripi pa slikanice, čeprav tudi v stripih pa slikanicah se včasih loži kakšne tako stvari, ki si rečeš, okej, kaj smo tole? Da spremljamo starši z otroki, kaj berejo in se tudi o tem z njimi pogovarjamo. Recimo podobno je bilo pri filmih. Ala Minioni, pa kljub temu, da so tudi meni zabaven film, lahko pri otrocih, če nenadzorovano rezultira v enem zelo takem, v njihovem našem, kjer ne razumejo, a je to dobro ali slabo in pač oponašajo, ne. Ja. Da če nima enega vodila, pri tem jih tudi lahko Ja, zanese. in pač da oni ne razumejo, pri konkretnem primeru Minionov, da so Minioni kakor v bistvu negativni lik in da to, da oni delujejo razdiralno, ni za posnemati, a ne. Deluje komično, ni pa to nekaj, k čemur bi oni morali stremeti. Ja, ker opažam, da je največkrat, se mi da tudi danes na splošno, največji problem niso otroci, pa kako oni razumejo zadeve, ampak je kako mi kot starši, kot vzgojitelji, vodimo te otroke skozi te vsebine, ker mi kar prevzamemo, da otrok bo to bral, gledal in se bo kar naučil sam od sebe iz tega. In bo sam postavil v kontekst. Ja.
otrokom zmeraj pač otroci rabijo kontekst. In se mi zdi, da sploh, pač jaz kar veliko berem glasno svojim otrokom, pa so vsi trije v osnovni šoli, vsi znajo sami brati, a ne. Vstopajo tudi že v najstniška leta, ampak tisti večerni čas je še zmeraj naš, a ne. Imamo zmeraj nek roman, ki ga skupaj beremo. Se berejo tudi sami. Ampak mi imamo vedno roman na polici, ki je pa naš skupen roman. In na tak način jaz ogromno lahko otrokom preberem, ker jim sama tiste knjige ne bi dala. Ampak tako pa, ko pride do kakšne stvari, kaj pa je to zdaj, pa se malo o tem pogovorimo, ali pa recimo tudi kasneje, tako imamo potem kot en knjižni klub, a ne? Kdaj čez dan prekapljajo kakšni odzivi na tisto, kar smo prebrali. Zdaj beremo Igorja Karlovška, to njegovo nadaljevanje serije. Najprej je bilo Ognjeno pleme, ki je pač zgodovinska fikcija, ne, iz teh slovanskih plemen. Zdaj so pa Ognjeni trije in je ogromno nasilja v teh knjigah. In pač to je realnost takrat, ampak o tem se potem jaz z otroki vse pogovarjam. Sama jaz ne bi recimo dala otroku na nižji stopnji te knjige v roke. Tukaj pa jaz berem z njimi, pa lahko vrednotimo. Jaz vidim, da razumejo, da smo postavili okvir, če želijo, lahko me tudi kaj vprašajo. In potem nimam problema s tem, da to berejo, ne. Jaz se še spomnim, jaz sem jo najrajš, ko sem bil mali, sem jo najrajš, da nam je babi govorila pravljice. Ja, sej. Je to neka družinska zadeva, ampak nam je brala tele od Božene Nemcove, ena češka pisateljica iz 19. stoletja. No, jaz sem požiral to, ker ti človek pove pravljico, brez da bi ti bral, je še malo drugače, ker misliš, da ti oseba govori. Ja. No, se jaz tudi probam, ko berem, ne, da malo spreminjam glasove, pa tako, da recimo, da je res zelo napeto, da malo tako tudi stopnjujem tempo, a ne, vse te stvari. Pač, tako je treba narediti tudi otrokom branje zanimivo, no. Ker lahko, se mi zdi, da ko jim govoriš pravljice, pa ko berejo pravljico, se učijo pretvarjati čustva, oziroma njih bo strah. Recimo, jaz sem bral te Soba nočne more. Meni je bilo to kot osnovnošolcu blazno zanimivo, sicer me bo strah napolnil, ampak me je vodil skozi. In če ti starš ali pa če bereš neko pravljico, te vodi skozi in pravilno bi ti moralo čustvo se... Da jih lažje predelaš pač prek tega, ja. In te stare pravljice so še take, ker imajo neko nič, mi zdi, da kakšne modernejše mogoče so malo manj nasilne. Kako gledaš na to nasilje, ja? Se ti zdi dobro? Ker meni se zdi, da je dobro za otroke, da imajo malo nasilje. Mislim, da se srečajo tudi s stvarmi, ki jih je strah. Tako. Zaradi tega, jaz sem rekla, najraje sem Roalda Dahla brala, glih zaradi tega, ker je majčken je grozen. Ne, čarovnice, pa najdejo ga, pa in potem te je strah, kaj se bo zdaj naredil. Ali pa veliki dobrodušni velikan, pa tam ta veliki velikani jejo otroke, kaj se bo zdaj zgodilo, ne. Ležala sem pod posteljo, pa kar malo sem se tresla, ampak nisem mogla nehati brati, a ne. In ja, pač knjige morajo ti vzbujati močna čustva. Mislim, dobre knjige so tiste, ki ti vzbudijo močna čustva, no. Zdaj smem vprašati, malo vem, da skačem. Kaj pa tvoje knjige? Ti si pisateljica 2 knjig. Daj mi razloži proces zadaj. Kako je sploh prišlo do tvoje knjige? Ja, jaz sem zmeraj čutila, da želim napisati knjigo, oziroma da je to nekaj, kar bi jaz zmogla, a ne. Ampak potem je ponudba prišla kar od urednika, ker se mu je zdelo, da je za dečke premalo knjig, da so večinoma junakinje. Ali pa so fantje in punce vsi, ampak prav tako, da bi bili glavni junaki fantje, da takih knjig primanjkuje. In je vprašal, če poznam koga, ki bi napisal kaj takega, nek pustolovski roman za fante. In sem rekla, ja, sebe. Pa je rekel, ne, mora to fant napisati. Ne, jaz sem pa tam tako imela okvir, sem rekla, če želimo pustolovščine, skavti so idealni, tam je vedno ogromno pustolovščin, ogromno se dogaja. In se mi zdi, da so glavni liki, teh 5 glavnih likov, da so me kar najdeli, no? Da so oni poiskali mene. Sploh mi ni bilo treba zelo razmišljati, pa zelo globoko kopati po domišljiji. Potem se pa zgodba kar nariše, zaradi tega, ker par stvari si izmislim, kakšne stvari so se pa res podobno zgodile, recimo v mojih skavtskih letih, ko sem bila še aktivna skavtinja. In
Prvo knjigo sem res tako, zelo dolgo sem si želela napisati roman in je potem kar zletela iz mene. Jaz sem imela v 4 mesecih napisan cel roman. Ne? Kako si ga pisala? Si ga postopoma, dan za dnem, ali si vzela kakšen Ja, čas? ne, res sem, takrat sem potem praktično vsak dan pisala roman. Če mi kakšen dan ni uspel pisati, sem imela občutek, da sem zamudila nek čas. Ne? Toliko sem hrepenela potem in ko sem imela nek okvir, sem ga lahko napolnila, ne? Sem bila prav vesela, da zdaj končno imam ta okvir. Ja, in zmeraj sem si želela, da če bi se le dal, da bi bilo teh knjig še več, ampak to ni bilo odvisno od mene, to je bilo odvisno od tega, kaj pač bojo bralci z to knjigo naredili. In sem neznansko hvaležna, da so jo dobro sprejeli, da je bil dober odziv, da je zdaj prva knjiga že ponatisnjena in da pač je potem bila založba pripravljena reči, dobro, pa napiši še kakšno knjigo o svizcih. No? Pa zdaj je očitno, da ne bo samo pri 2 ostali, da bo še kakšna. No? Ja, hvala Bogu, hvala Bogu. A to so vsi, se pravi, se te 2 knjigi povezujeta, imate iste karakterje? Ja. Krasno. Ja. To, kaj pa je naslov, potem pa svizci zavijajo? To je verjetno del ene pustolovščine njihove. Ja, pač na izlet grejo s kolisija, ne, in nekam zavijajo. Pa tudi mogoče malo vsebinsko malo zavijajo kam. Tako kot vsi fantje zavijajo, pa se nazaj vrnejo pol. Ja. Samo po drugi poti. Ja, to me zanima. Za koga pa je pisano? Recimo, za katero starost? Zdaj, kakor naj bi bilo za zadnjo triado osnovne šole. Ampak odzive dobivam od bralcev pa, da tudi berejo že 8-9-letni fantje brez težav. Kako je to? 3. razred, 4. Ja. Ta bolj zreli verjetno. Pa se verjetno skavti se zelo poistovetijo verjetno, ne? To je odziv, ki mi je najbolj všeč, da ljudje, ki so pri skavtih ali pa da so bili nekoč aktivni skavti, pravijo, da je dobro opisana avtentična skavtska izkušnja. No. To mi je najbolj dragoceno. To se pa pozna, glede na to, da si ti tudi skavtinja. Ja. Kakšno je tvoje mnenje o skavtsko? Ker se mi zdi, da danes se malo, tisti, ki vemo, kaj so skavti, imamo dobro mnenje o njih, ampak se ti zdi, da je še premalo znano, ker meni se zdi, da bi bilo vredno še več poudarjati. Na splošno neko z naravo povezano. Zelo dober rek se meni zdi, da skavtstvo je za vse, ampak niso pa vsi za skavte. Ne? Se pravi, nekaterim je preveč to, da pač je hrana bolj preprosta, da se spi v enih takih razmerah, da je treba potrpeti, da si pač kdaj malo umazan, pa se nimaš možnosti stuširati. Vse te stvari, nekateri pa zacvetijo v takem okolju. Meni je pri skavtstvu zelo dragoceno to, da je tudi ta verska podstata, da je ves čas to katolištvo v ozadju in se prek kakšnih čisto prejemljivih stvari neka duhovnost izvaja. Pa ena stvar, ki je bila meni zelo dragocena, to se spet povezuje s tistim, kar sem že pri Roni rekla. Pri skavtih sem jaz bila lahko neobrzdano jaz in se nobenemu to ni zdelo čuden. Je bilo neko okolje, kjer me niso zafrkavali, kjer sem videla, da se da imeti tudi dobre odnose z vrstniki, ki jih recimo v šoli ali pa v kakšnih drugih okoljih nisem imela. In to sem skavtom najbolj hvaležna, da sem bila v najstniškem obdobju odraščanja, da so bili en prostor, kjer sem lahko bila čist jaz. In mislim, da to ni samo moja izkušnja, da je to za marsikoga taka izkušnja pri skavtih. Poleg vseh veščin, ki se jih še naučiš zraven. Od čist praktičnih, da znaš zakuriti, pa da znaš neko drvo razsekati, pa zvezati kaj skupaj, do tega, da se naučiš, delovati v skupini, mogoče voditi na manjšo skupino. Jaz pri tem najbolj cenim prostovoljstvo. To, koliko enega truda se vloži, brez da bi zahteval denar. Ker se mi da danes ta družba, del družbe stremi samo še za denar in se mi zdi taka družba, pa tudi branje recimo, ena taka dejavnost, ki zahteva duha. Zdaj, prostovoljstva je veliko tudi pač na drugih področjih, nasploh se mi zdi v cerkvi, te animatorji, oratorijski, na duhovnih vajah. To je ogromen enih ljudi, ki služijo brezplačno, brez da bi karkoli. So pa velja za skavte enako. Recimo danes
ena raziskava je bila izdana 2019. leta, knjiga 6. Zdaj se dela že knjiga 7. Izsledke so spisali glede stanja bralne kulture v Sloveniji in se kaže, da gre samo še navzdol. Za korono sploh še ni zunaj, tako da me zanima, kaj bo, ampak do 2019 je bil padec tako v bralni kulturi, koliko ljudi bere, koliko bere, pa tudi koliko staršev bere svojim otrokom. A bi te smel vprašati za kakšen čist konkreten nasvet, kot mati, recimo, kaj bi lahko en gledalec, gledalka, kot starš naredil, ene čisto osnovne mogoče stvari, ki bi, zato da bi povečal eno pa izboljšal bralno kulturo v njegovi družini. Imam 3 stvari. Prvo, kar je, starši bi morali vsi brati otrokom. In to ne začeti, ne vem, ko je star otrok, ne vem, 5 let, si ga pa zdaj posajati na kolena. Jaz se sploh ne spomnim, da sem začela svojim otrokom brati. Toliko zgodaj sem jim začela brati. Začneš pa z nekimi kartonkami, pa tam malo kaže, pa pokaže na kozo, pa ti rečeš be, pa pokaže na kravo, pa rečeš mu. Tako se začne bralna kultura. Ampak da otrok poveže knjige z nekim prijetnim časom. In pač, ko otrok dozoreva in je vedno večji, tudi so lahko te knjige vedno bolj zahtevne. Potem druga stvar. Knjige morajo biti v hiši, Moraš imeti knjižno omaro, da si lahko da otrok vidi, da so knjige na voljo in si gre lahko tudi izbrati, vzeti. Da so določene knjige, ki jih lahko vedno znova jemlje, vedno znova vidi. Pač, da tudi v knjižnico hodiš, pa so te knjige, ki jih ima na voljo, da se tudi malo rotirajo. V raziskavi je rečeno, da če ima družina samo eno polico v dnevnici, kjerkoli knjig, drastično se zboljša pismenost otrok, volja brati, pa sposobnost sploh brati tekste. Pa jih imaš samo tam, to je vse, samo morajo biti na voljo. Tretja stvar je pa, da mora otrok kdaj videti starša brati zase. Da starš se usede s knjigo pa bere. Se mi zdi, da kakšni starši se skrivajo pred otroki, da jih je sram, da oni tudi imajo kaj časa zase. Pošljejo otroke spati in pa ko otroci res ziher spijo, pa jaz lahko knjigo vzamem, zdaj pa berem. Ja, dober, ampak a otroci vejo, koliko prebereš, pa, da ti tudi bereš, pa da tudi potrebuješ branje. Jaz sem imela eno zelo težko obdobje, pač poleg tega, da so bili vsi 3 otroci predšolski, pa da sem pač delala stvari za službo, sem pisala magistrsko nalogo. Takrat sem si jaz vsak dan po kosilu vzela pol ure. Prav timer sem si naštimala. In sem imela skozi knjigo iz knjižnice, tiste pol ure sem jaz zbrala. Mene ni zanimalo. Otroci so lahko prevrnili, ne vem, lonc, lahko so se, mož je, si sva imela možno zmenen, da takrat se naj obračajo na njega. Mami bere. Čez dan sem brala, ker zvečer, če sem začela brati, mi je knjiga padla, pa sem zaspala. Ampak tako, in mi je prav enkrat še mož rekel, pa dobro, toliko stvari imaš, še mogoče pa ne bi brala glih vsak dan. Rekla, jaz zmorem druge stvari zaradi tega, ker si vzamem tiste pol ure časa za branje. Drugače se mi bo strgalo. Te spočije, ker mene tudi spočije. Pa se zdi na začetku, da je katastrofa? Za toliko stvari sem bila odgovorna v svojem življenju, da je bilo ful prijetno iti nekam, kjer nisem imela nobene odgovornosti. Gledala sem, kaj se drugim dogaja. Ja. Tako, v tem smislu. Ker tudi jaz sem pa spomenila en bralni klub, Biseri za svinje, in tam smo si dali v roku 3 tednov prebrali eno knjigo. Pa nikoli se mi je ni dal prebrati, nikoli, pa rad berem. Ampak ker si imel rok, si ga mogel. Potem si pa prebral in je bilo noro, ker si se dobil in si debatiral. In te je dvignil nenormalno. Ker slišiš druga mnenja, čisto z drugega vidika še spoznaš knjigo. To. A vidiš, se pravi, ena, da starši berejo, da berejo, prvo, da berejo z otroki, drugo sva rekla eno kraljico, tako, knjigo na voljo, pa da sami berejo. To pa je, če želiš otroki. Da so zgled, Prej bi se vrnil, si rekla, da je odvisno od tega, kako je otrok zrel za knjigo. Pa te sem vprašal, recimo, prej so se dotaknili tudi recimo Harryja Potterja, kakšne take težje knjige. Kako ti preceniš, za katero knjigo je otrok zrel, oziroma kdaj, kako rečeš, zdaj pa bi otroku pustila eno malo težjo knjigo brati, pa recimo Harryja Potterja?
Imaš kakšno pravilo, recimo? Ja, zdaj, če za Harryja Potterja imamo tako pravilo, da preberemo skupaj, ne? To je spet ena knjiga, ki jo skupaj beremo, eno na leto. In koliko časa jo bereš? Od septembra? Ne. Ne, pač, ko jo začnemo brati, jo preberemo, v bistvu je tako. Hčerka je prvo knjigo dobila, se pravi Kamen modrosti za 9. rojstni dan. In potem za naslednji rojstni dan dobi naslednjo knjigo. Ona prvo knjigo lahko 7-krat potem še sama prebere, če želi. Ampak drugo knjigo bomo začeli brati naslednji rojstni dan, tretjo, naslednjo. Tako. Ja. Pa pol kar vsi, kaj pa tam mlajši tudi poslušajo? Ja, ker se mi zdi pravično, da pa takrat, zaradi tega sem pa počakala pri najstarejših hčeri do 9. leta, da je bila ta mlajša toliko že stara, da je ona tudi recimo še lahko razumela. A ne? Da je lahko sledila, pa da je bilo tudi hkrati že zanimivo. Se recimo volkovi vzgajajo svoje krdelo tako, da vzgojijo prvega, druga in potem on vodi nekako. In se mi zdi, da to je dober način. Mislim, na to sem pomislil, ker če bo najstarejša zrela zadost, se bojo ostali tudi ravnali po njej. Ne bi smeli biti preveč devijalci. Ja. Pa se ti zdi, da razumejo? Oziroma, kako usklajuješ to? Ja, malo je tako, a ne. Razumejo že, ne vem, koliko razumejo to, da pač jim ne pustim. Oziroma, tako je, zdaj smo pri 4. knjigi, a ne. In jaz sem jim že napovedovala, pri Harryju Potterju vsaka knjiga je bolj zahtevna, čistko vsebinsko za razumeti, pa vsaka knjiga je tudi bolj temačna. In po 3. knjigi so bili tako, pa kaj mami, kaj kompliciraš, pa to težiš, a ne, smota na mami, ne. Pri 4. se mi pa zdi, vsi trije so že razumeli, zakaj jim nisem pustila takoj že to knjigo prebrati. Jih je bilo strah, ne? Ja, jih je bilo strah. Jih je bilo strah in smo pač se morali o tem pogovarjati. In potem so tudi rekli, ja, pa a to bo vsaka knjiga bolj grozna zdaj naprej, ne? Kaj šele bo v tem smislu, ne? Ker to sem tudi dobila vprašanja od, recimo, prijateljic, ki imajo približno isto stare otroke. Kako pa narediš to, da si ne grejo pa sami v knjižnico sposoditi? Ne vem. Si zaupanja vredna? Mogoče je to, da naredim branje zanimivo, da jim je v veselje, da uživajo v tem, da beremo skupaj. A ne? Ker pol je včasih tudi kakšen del, ki pol je zaprem, ki prijemo do kakšnega, ki se je, ne vem, nekje razkrila, neka skrivnost je zaprem, pa rečem, kaj pa to? In so otroci tudi čisto take oči in potem imajo teorije, ja, ne, mogoče bo pa to, pa ne, tako. Knjižni klub imamo, no, saj pravim. In ja, mogoče nimajo interesa, mogoče so pa pač sam toliko, kako ne rečem, vodljivi. Mogoče nimam asertivnih otrok, kaj jaz vem, da bi si šli sami v knjižnico sposoditi pa prebrati. Najverjetno ti zaupajo tvoji presoji, pa da nimajo niti potrebe iti to iskati, ker... Sej lahko druge zanimive knjige berejo, pa sej lahko tiste knjige, ki smo jih že prebrali, sami znova in znova prebirajo. Ker meni ni samo to, v bistvu pri Harryju Potterju, da je preveč temačen, ampak je veliko stvari za predelati. V bistvu so tudi zelo debele knjige, že pol od 4., 5., 6. so zelo debele knjige. In je fajn, mislim, če jih prebereš eno za drugo, veliko stvari ti uide, sploh si pozabil, nisi mogel biti pozoren na njih. Če pa počasi eno knjigo za drugo predeluješ, pa bolj intenzivno doživljaš, bolj ti je jasno, vse povezave so ti jasne, bolj razumeš, bolj si zapomnil, kaj se zgodi. A ne? Pa jih ti vodiš potem tudi v kako razumevajo, ne? Mislim, saj sami sprašujejo. Te vprašajo? Ja, vprašajo. Kaj pa to, ne? Ali pa recimo zanima jih, kaj se bo zgodilo naprej, ker to vejo, da jaz ne vem, a ne? Pol pa jaz rečem, ne vem, kaj pa ti misliš, da bi se lahko zgodilo? Kaj pa so tvoje ideje, ali pa kako si pa predstavljaš? In se mi zdi, da to je recimo ena stvar, ki je meni manjkala kot mladi bralki, da se nisem dosti s starši pogovarjala o knjigah, ki sem jih prebrala, ampak tudi zaradi tega, ker pač niso brali tistih knjig, ki sem jih jaz brala. Da se nisem naučila kritično razmišljati o prebranem. A ne? Recimo, imela sem zmeraj 100% zaupanje v pripovedovalca. A ne?
In mi je bilo potem zelo težko sprejeti, da včasih pripovedovali, da obstajajo tudi pripovedovalci, ki jim ne moreš zaupati. Ne? To sem se recimo morala sama naučiti, tako parkrat na krutih izkušnjah. Ne? Tudi verjetno kot novinarka. Kec. Ne, no, ta je zanimiva, ker Harry Potter je taka, recimo, dostikrat slišimo očitke za Harryja Potterja, ker je notri magija. Pa se dostikrat vprašam, ja, pa se tudi v drugih pravljicah je magija, pa so čarovnije. Jaz nikoli nisem tega gledal, tudi ko sem poslušal, moja družina zelo verna, nikoli nisem čutil, kot da to pripoveduje nekem hudiču, ampak sem to gledal čisto metaforično, tudi babi je vedno rekla, to je samo prispodoba, to je pravljica. Ne vem, kaj gledaš na to? Mogoče je pač fora Harryja Potterja, da je bolj, se ga bojijo zato, ker je toliko popularen, a ne, in dostikrat je kakšne stvari, ki so zelo priljubljene, potem se ustrašiš, zakaj so zdaj, ne, kaj je v ozadju, da je toliko priljubljen. Zakaj je toliko priljubljen Harry Potter? Ja, a je to zdaj bil nek pakt s hudičem? To je ta prva, ker izvira iz strahu. Strahu se ne znaš pojasniti. Ja, ne, ampak hočem reči, razumljivo je, da je nekako publiki magija v Harryju Potterju po eni strani bolj privlačna, po drugi strani pa bolj strašljiva, zaradi tega, ker je pač toliko priljubljen. Ne. In jaz sem se tudi dostikrat spraševala, a lahko pač ta magija, ki je predstavljena v Potterju, ne vem, skvarno vpliva na mene pa na moje otroke. Ampak potem sem zasledila en citat od eksorcista ameriškega fadra Vincenta Lamperta, ki je bil gost v podcastu Pints with Aquinas. In mu je voditelj isto vprašanje postavil. Je rekel, a je Harry Potter lahko vstopno mesto za hudo? In mi je bilo zelo všeč, kako je odgovoril ta eksorcist. Je rekel, to, a je Harry Potter vstopno mesto za hudo, je napačno vprašanje. Pravo vprašanje je, a otroci, ki berejo Harryja Potterja, berejo tudi svetopismo. A poznajo svetopisanske like, če poznajo vse like iz Harryja Potterja. A molijo, a imajo bogato versko življenje. Če odgovor na vse to ja, potem ni problem, zdaj, katere knjige oni berejo. A ne? Ker jim ne more škodljivo vplivati, če imajo oni bogato versko življenje. Sveti Avguštin bi rekel, ljubi in delaj, kar hočeš. Ja, zanimivo, ker jaz imam tudi to izkušnjo. Jaz s Harryjem Potterjem, pa sem ga srečal v zelo mladih letih, nisem imel problemov, da bi me vodil stran, kvečemu bolj veri. Ja, sigurno. Recimo, ali pa pač mene je navdihoval dobrim stvarem. Harry Potter je zelo, kot lik, je zelo herojski. Njemu ni težko se postaviti za svoje prijatelje. In mene je potem dostikrat mi je trkalo na vest, kaj pa jaz, kadar so recimo moji prijatelji v stiski, a jim jaz krijem hrbet, a jim jaz stopam naproti. Ali pa recimo čisto tak neumen, konkreten primer je Hermiona zmeri ful vse te domače naloge dela. Jaz sem pa brala Harryja Potterja, namesto da bi domačo nalogo delala. Jaz sem hitro zaprla in sem šla napisati domačo nalogo do konca. Sam brez Hermione Harry ne bi nič naredil. Ja, pa tudi brez Rona, ne? Pa brez Rona. Ja, ampak vse to je zmeri tako, da pač glavni junak rabi te neke pole, ki mu stojijo ob strani, ne? Se pač je pri Gospodarju prstanov isto, ne? Frodo ne bi nič sam brez samota, ne? Ali pa Ronja ne bi nič brez Birka, ne? Če tako ne se vrnem k temu svojemu primeru. Pač zmeri, in pač tudi tele svisci moji, mora jih biti 5, ne? Se dopolnjujejo med sabo, ne? Ker jaz vidim jaz mislim, da je Harry Potter toliko popularen, zaradi tega, ker rezonira z mladimi in zato, ker bazira, ker temelji na krščanskih. Recimo v Harry Potterju, to je pa v 7. knjigi, pa ne pusti zdaj tvojim gledati, ker bodo zvedeli, kaj se bo zgodilo. Ne more nehati gledati. Je notri citat omenjen, kjer je tvoje srce, tam bo tudi tvoj zaklad. Kar je iz Svetega pisma. To je iz Svetega pisma, direktno. Tam, kamor boš postavil svoj ideal, tam, kjer bo tvoje srce, tam
tam boš vlekel nekak zaklad. In če je tvoje srce tam, kjer je Marlakensteinovo, v strahu, boš na koncu dubu to in osamljenost. Ne? In na koncu vsake knjige v bistvu je nekako, pred zaključkom, je en trenutek, ko se Harry pogovarja z Dumbledorjem. V vsaki knjigi je to. Meni je bilo, ko sem jaz to brala kot otrok, tako, da je prišel Bogu očitu. Vse potem, kasneje, vidiš, to je spet spoiler, da mogoče Dumbledore ni tako idealen lik, kot si ga predstavljaš na začetku v prvih knjigah. Ampak je neka ta brezpogojna ljubezen in sprejemanje. Nikoli ne bom recimo pozabila, kaj je v 5. knjigi, ko Harry od jeze zmeče vse stvari v Dumbledorjevem kabinetu po tleh. In Dumbledore reče, kar dej, uničuj. Sam dej to iz sebe. Itak imam preveč stvari. Mislim, tako se mi je zdel tak lep izraz ljubezni. Ali pa, ki uleti v njegov mislito. In potem ga Dumbledore ven potegne in mu reče, in se Harry opravičuje, se opravičujem, kar potegnel me noter. In Dumbledore reče, povsem razumljivo. Tako, no, se mi zdi, da je... Ne? Ker Harry Potter je samo personifikacija, to ni mišljen kot dečko. Ja, malo dečko, ampak... Mislim, vse je, si se pač... Ampak narejen je tako, da se zlahka vidiš v njem, no. Tako da, ja. A je še kakšna pravljica mogoče, ki jo berete doma, pa bi jo mogoče priporočala? Vsekakor zgodbe iz Narnije. Ja? Zgodbe iz Narnije. To smo vse prebrali, pa so glih zanj rekli otroci, mogoče bi pa še enkrat. Vsaj Connie, njegov deček, ta je ful zabavna, pa je recimo zelo ne poznajo, ampak tako, to so res knjige, ki so večne, ker čeprav so liki, se mi zdi malo mlajši, jih tudi starejši zelo z veseljem berejo. Drugače pa karkoli od Astrid Lindgren, no sicer je odvisen tudi, koliko so stari otroci, Za malo starejše, recimo za konec osnovne šole, je Rabi Rabuni Krasna od Karmen Jenič. To je fantastičen roman, ki sem ga prebrala. Ki je pa v bistvu tudi pravljica. Jezus pride v šolo in začne učiti. Tako. Krasno, hvala. Bi te pa prosil zdaj še za kakšno končno misel mogoče? Zaključva. Kaj naj rečem? Meni se zdi zaključna misel to, da se ne ustrašiti branja, ne otroci, ne starši. No? Da tudi majhni koraki so koraki. Samo danes je premalo časa, vsi imamo preveč drugih stvari. Kako boš danes bral? Lahko si dajo timer na telefon, 10 ali pa 15 minut. Samo ta čas bom bral. Sam bojo videli, da če bojo ta čas brali, bo zažejali, da jim kmalu to ne bo več dovolj. Lucija, 100-krat hvala za tvojo pripravljenost priti. Ja, z veseljem mi je bilo prav veselje. Hvala ti. Tudi vam hvala, drage gledalke, dragi gledalci, da ste zdržali z nami, upam, da vam je bilo v redu, da ste se kaj novega naučili. Nas pa spremljate v naslednji oddaji Reflektor. Hvala.